Torej, dobrodošli na predstavitev razpisa za Erasmus študijske izmenjave v študijskem letu 2025-2026. To je predstavitev, ki jo vsak december zdaj že tradicionalno organiziramo. Gre za osnovno predstavitev razpisa, tukaj ne bomo govorili natančno o korakih, ki vas čakajo potem s pripravo študijskega načrta in dogovorom za priznavanjem. Bolj se bomo posvetili tem prvim korakom, kako se sploh prijavite na razpis, kakšni so potem naslednji postopki. Večino tega vzvodne predstavitve pa namenimo predstavitvam študentom, ki so trenutno na izmenjavi ali pa so se ravno pred kratkim vrnili iz izmenjave, tako da dobite neke najbolj posodobljene podatke o tem, kako je biti Erasmus študent na naših partnerskih institucijah. Če boste imeli kakršnakoli vprašanja, prosim me kar prekinite vmes ali pa pišite v chat mogoče, lahko pa tudi me kar prekinete, tako da kar pogumno. Torej, po moje, mislim, da ni potrebno res natančno razlagati, kaj pomeni Erasmus študijska izmenjava. Prepričan sem, da ste vsi že bolj ali manj poznate. To vam omogoča, da del svojega študija opravite na partnerski instituciji v tujini. Osnovne informacije so, se pravi, kdaj se bo izvedla izmenjava, se mora izvesti izmenjava. Mi govorimo o izmenjavi v študijskem letu 2025-2026, ampak v resnici se je potrebno prilagajati študijskemu koledarju partnerske institucije in program ima opredeljeno to obdobje za upravičeno izvedbo kar široko, torej že od 1. junija naprej pa do 30. 9. 2026 je potrebno izvesti to izmenjavo. Naši študenti običajno odhajajo normalno jeseni, razen tisti, ki grejo že kam v Skandinavijo, tisti pa ponovadi kakšno Finsko morajo iti že konec avgusta. Koliko časa? Od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Velika večina izmenjav je enosemestrskih in tako so tudi večinoma pogodbe podpisane. Izjeme so možne, bolj v smislu, da nekdo ostane celo leto, če se uspemo dogovoriti. 2 mesečnih izmenjav pa že dolgo nisem se ne spomnim, da bi imeli, tudi ne vem, kaj bi lahko naredili v samo 2 mesecih. To je bilo bolj včasih, ko so študenti imeli neke individualne dogovore, pa ni bilo predmetov angleščine in tako naprej. Zdaj, ko se izvajajo predmeti, so to običajno enosemestrski in morate ostati na izmenjavi en semester. Sodelujoče države v programu Erasmus so vse članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija. Osnovni pogoj, da lahko nekam greste na izmenjavo, pa je, da imamo mi s tisto institucijo podpisano Erasmus bilateralno pogodbo. Posebej bi rad opozoril, da je letos še dodaten razpis objavljen, ki omogoča izmenjave, v teoriji tudi z univerzami, ki prihajajo iz tretjih držav, vendar tukaj je spet pogoj prvi bilateralna pogodba, ki jih pa mi žal še nimamo. Tako da, če bi se slučajno lahko dogovorili, ne vem, s oddelčnim koordinatorjem ali na oddelku, da je predlog, da bi mogoče omogočili izmenjavo na neko tretjo univerzo, se prosim oglasite skupaj s profesorjem v pisarni, pa bomo poskušali podpisati bilateralno pogodbo in omogočiti tudi tako izmenjavo. Seznam bilateralnih pogodb najdete na spletni strani, mednarodno sodelovanje. Mislim, da nazadnje, ko sem gledal, da jih imamo že več kot 140. Kdo se lahko prijavi na razpis? Študent, ki ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta, ki nima neporavnanih finančnih obveznosti z naslova programa Erasmus plus in ki ni bil v času študija na stopnji, v okviru katere se prijavlja na razpis, sankcioniran v disciplinskem postopku. Torej, tudi to moramo preveriti v mednarodni pisarni. Zdaj, to, kot vidite, tehnično pomeni tudi, da lahko gre na izmenjavo študent, ki ponavlja letnik. Zdaj, v vsakem primeru pa svetujem, da se v tem primeru posvetuje z oddelčnim koordinatorjem, ker je vprašanje, kako pa bo oddelek gledal na tako idejo. Če nekdo ponavlja letnik, pa bi šel takrat na izmenjavo. Na nek način je to tudi dober čas za izmenjavo, po drugi strani je vprašanje,
zdaj nagradimo študenta, ki ni opravil letnika, da lahko gre zdaj še na izmenjavo. Tako da tehnično gledano je možno, je pa to stvar, ki je potrebno se pogovoriti na oddelku. Verjetno je tudi odvisno od tega, koliko obveznosti ste pa le uspeli upraviti v tem letniku. Tako da na izmenjavo lahko greste tudi večkrat. Na stopnjo študija vam pripada 12 mesecev oziroma skupaj 360 dni na posamezni stopnji za izmenjavo. Tako da marsikateri študenti grejo večkrat, grejo eno leto za en semester, potem pa naslednje leto se prijavijo še enkrat. Vse več je takih študentov. Možno iti tudi na izmenjavo z namenom pisanja zaključnega dela, vendar je to potrebno posebej si dogovoriti, pa nam najaviti v mednarodni pisarni. Pomembno je, da tukaj ne dovolimo, kar tako da rečem, prijav na pamet, da nekdo zdaj hoče, ne vem, v Barcelono pisati nalogo, nima pa niti mentorja, niti pojma nima še, kaj bo pisal, o čem, niti zakaj bi ravno v Španiji to rad pisal. Tako da mora biti to argumentiran, je pa tudi to možno. Tako da smo poslali tudi že par študentov na izmenjavo z namenom pisanja zaključnega dela. Bi pa pri tej točki opozoril, da univerza financira tako izmenjavo zgolj 3 mesece. Lahko ste tam cel semester, ampak štipendijo bi pa dobili za največ 3 mesece. Torej, kakšni so koraki? Prvi korak je izbira institucije in to glavni korak je prijava na razpis, ki se zaključi rok 24.1.2025 ob polnoči. Potem pa sledijo naprej koraki spomladi, ki se jih boste lotevali, ali pa še kasneje poleti, če boste šli recimo na izmenjavo v drugem semestru, priprava obrazcev, learning agreement, individualni študijski načrt, prijava na spletno aplikacijo Univerze v Ljubljani za finančno pomoč, prijava na tuji instituciji in potem še sama izmenjava. Kot sem povedal že na samem začetku, v mednarodni pisarni vedno potem nekje marca, v začetku aprila pripravimo drugo predstavitev, in sicer za študente, ki so se prijavili na ta razpis in so dobili odobreno izmenjavo, kjer vam potem bolj podrobno predstavimo koraki, ki vas čakajo v tistih naslednjih mesecih do izmenjave. Torej, prvi korak izbira institucije. Svetujemo, da pogledate seveda najprej na našo spletno stran, kjer imamo podatke o tem, kdo so vaši oddelčni koordinatorji. Imamo tudi seznam Erasmus bilateralnih pogodb, kot sem rekel, da jih imamo že več kot 140. Te bilateralne pogodbe, nekatere so bile podpisane, ali pa bi rekel, večina so bile podpisane na pobudo določenega oddelka, tako da so ene bolj, druge manj primerne za določene oddelke. Je pa v vsakem primeru pa svetujem vseeno, da se pogleda tudi po spletnih straneh njihovih, ker se ta ponudba za Erasmus študente tudi spreminja na partnerskih institucijah in mogoče recimo, če smo mi podpisali z njimi pogodbo 4-5 let nazaj in je bila izrazito primerna na eno našo smer, lahko, da so med tem časom že obogatili svojo ponudbo in imajo zdaj tudi primerne predmete za kakšno drugo našo smer. Zato vsekakor svetujem, da pogledate tudi malo po drugih povezavah in ne mogoče nujno samo na tistih, ki so na inštitucije, kjer so hodili študenti vaših smeri v preteklosti. To, kam so pa hodili, pa prav tako lahko vidite na naši spletni strani. Imate več kot 10-letni pregled izmenjav študentov in zaposlenih na pedagoški fakulteti, kjer se vidi točno, kam so šli, iz katerih smeri, na katere univerze. Potem imamo pa tudi natančno tabelo seznamov v tujini upravnih predmetov in priznanih predmetov na pedagoški fakulteti. To vam pa tudi zelo informativna tabela, bi rekel, posebej vam bo prav prišla v naslednjih korakih, ko se pripravlja študijski načrt. Tukaj pa lahko točno vidite, katere predmete konkretno so opravljali naši študenti v tujini in kateri konkretno so bili priznani pri nas po povratku. Imamo tudi nekaj vtisov študentov z izmenjave, kjer pač na kratko odgovarjajo na določena vprašanja, praktična vprašanja, kako je bilo na izmenjavi. Tako da tudi to svetujem, da se pogleda. Zdaj, kot boste videli, nekatere univerze, naše partnerske, ponujajo vsako leto
identične programe, module, predmete. In mi že tradicionalno recimo pošiljamo študente določene smeri tja in je že naprej jasna situacija, točno kaj bojo tam počeli in kaj bo priznano, ko pridejo nazaj. Obstajajo pa tudi univerze, partnerji, ki pa vse skozi spreminjajo to ponudbo. V teh primerih je potrebno pač pogledati na spletno stran, katere predmete imajo, in če vidite, da ali pa najdete neke nove predmete, ki jih ne najdete v tej naši tabeli, se pravi, da nihče, noben naš študent, če ni bil tam na izmenjavi oziroma ni delal točno teh predmetov, je fajn, da pogledate, probate poskusiti priti tudi do učnih načrtov teh predmetov, ker jih boste morali predložiti na oddelku, ko se bo začelo dogovarjati o priznavanju. Tako da to so nekako dve skrajnosti, bi rekel, ki jih boste srečali. Eni, ki spreminja vse skozi, in eni, ki ima povsem stalno, veliko jih je pa nekje vmes. Pač so določeni predmeti, ki se ponavljajo, neki se na novo pojavljajo, neki izginjajo, tako da vsekakor vam polagam na dušo, da se to zgodaj lotite, pa pogledate te njihove sezname. Če ne najdete ali pa so pomanjkljive informacije, lahko pišete meni, posebej bi vam pa tudi svetoval, da se kar oglasite njihovi mednarodni pisarni, tako tudi jaz in Robert dobivava številna vprašanja od tujih študentov, ki prav tako zdaj gledajo neke tuje svoje partnerje, kam bi odšli, pa nas sprašujejo najrazličnejše stvari, tako da naj vam ne bo nerodno, da kar jih povprašate. Lahko se pa vedno oglasite tudi v naši pisarni, pa potem skupaj pogledamo, še posebej recimo, če je vprašanje, da vi želite na neko univerzo, na kateri še nihče izmed študentov vaše smeri ni bil, je mogoče fajn, da jaz najprej pogledam sploh, a vi gledate ustrezno fakulteto tam, a ne. Lahko, da recimo vaša smer ni na njihovi, da rečem tako, tradicionalni pedagoški fakulteti, ampak na neki drugi fakulteti, s katero mi nimamo pogodbe. Kar ne pomeni nujno, da ne boste mogli tja na izmenjavo, ampak je fajn, da to malo tudi preverimo vnaprej. Tako da bi svetoval, da se kar sprehajate malo po spletnih straneh in mogoče tudi nas povprašate kaj, pa da vam svetujemo, mogoče skupaj povprašamo mednarodno pisarno v tujini, da najdemo neko najbolj optimalno institucijo za vašo izmenjavo. Ker ta korak je res pomemben, glavnina dela bo opravljena kasneje, v naslednjih korakih, ampak če boste tukaj naredili napako in izbrali napačno institucijo, boste zašli v težave v naslednjih mesecih, ko se bo enkrat potrebno pripraviti študijski načrt in se dogovoriti za priznavanje. Torej, izbira institucije, potem sam postopek prijave pa poteka preko Visa. Tam boste videli, ko greste noter, imate prav posebno v meniju razdelek prijava na razpis, na izmenjavo, izberete študijsko leto 25-26 in prijava na Erasmus študijsko izmenjavo. Prijavi boste morali priložiti motivacijsko pismo, ki ga spišete v jeziku, v katerem boste študirali, pa dokazilo o povprečni oceni. To lahko sami sprintate, kar iz Visa, ta print screen naredite. In prosimo res, da potem spletno prijavo shranite kot PDF in jo pošljete tudi na e-mail naslov oddelčnega Erasmus koordinatorja. Mi res želimo, da to poteka, te prijave, da so oddelčni koordinatorji seznanjeni z vašimi prijavami, tako da ima oddelek predstavo, koliko študentov se namerava udeležiti izmenjave na naslednjem študijskem letu. Rok za prijavo je 24. 1. 25 ob polnoči, potem bo pa možnost prijave v bistvu izginila. V razpisu smo natančno opredelili, kakšni so kriteriji, kako bomo razvrščali prijave. Žal je to potrebno, Univerza v Ljubljani zahteva od nas, da rangiramo prijave. Zaenkrat so vsi, ki smo jih mi potrdili, vsa leta so potem tudi so lahko dobili Erasmus štipendijo, če so zanje zaprosili, se pravi, ni se še zgodilo, da nekdo bi povsem izpadel iz tega seznama in da mi sploh ne mogli potrditi. Se pa zgodi, in tukaj nam to rangiranje prav pride, da v zadnjih letih, da imamo preveč prijav za določeno univerzo, ki je recimo popularna pri študentih določene smeri in imamo potem 3-krat preveč prijav za to določeno in v tem primeru pač moramo aplicirati to rangiranje in na ta način določiti, kateri študenti bodo
poslani na to univerzo. Vi imate pri prijavi možnost upisati 3 želje, sprav rangirate prva želja, druga želja, tretja želja. Jaz toplo svetujem, da to naredite in ne štartate samo na eno, ker če potem izpadete iz tiste, vas ne moremo vrstiti naprej, oziroma bom razvrščal druge, ki so podali to drugo in tretjo željo in šele na koncu bom ponovno kontaktiral vas in vam povedal, da recimo na vašo prvo željo vas nismo mogli vrstiti, druge niste, zdaj je pa možno samo še tole. Tako da toplo priporočam, da pač zberete vse 3 možnosti, ker je že res, da večina odhaja nekam, ampak dostikrat se potem pokaže, da to veliko slišimo študentov, da je, ne vem, so na koncu odšli na svojo tretjo željo in je bilo fantastično in so veseli, da niso bili izbrani na prve 2 in so bili prezadovoljni, presrečni, da so potem upravili izmenjavo na tretji želji. Motivacijsko pismo v angleškem jeziku. Če boste študirali angleščino, če slučajno greste na nemško univerzo, znate nemško in boste tam študirali v nemščini, potem napišite v nemškem jeziku. Ker velikokrat, ko jaz potem najavljam študente na tuji univerzi, pošljem tudi to motivacijsko pismo, tako da malo koordinator pobliže spozna našega študenta, sem opazil, da to včasih kar pomaga. Minus pike moramo dati za tistim, ki so mogoče bili že prijavljeni in so imeli potrjeno izmenjavo lansko leto, pa so se potem premislili za nekih subjektivnih razlogov. 5. kriterij je prednost, pri izboru bodo imeli kandidati, ki so se pred prijavo posvetovali z oddelčnim Erasmus koordinatorjem. Še vedno imamo veliko prijav, ko potem nakladno ugotavljamo, da oddelčni koordinatorji nič ne vejo o njih, z nobenimi se niso nič pogovarjali, ampak samo dali prijavo in take žal potem tudi dobijo nekaj manj točk, če je potrebno rangirati študente za določeno univerzo. In pa ne nazaj, zadnji kriterij, to je bil pa predpisan s strani univerze, če se prav spomnim, da študenti, ki še niso bili na izmenjavi, da imajo prednost pred študenti, ki so že bili na izmenjavi. Če se nekdo prijavlja drugič, bo pač ne bo imel prednost pred študentom, ki se je prijavila prvič za izmenjavo. Pomembno je, da veste, ker kroži ta strah, da ne grejo na izmenjavo, ker se potem bojijo študenti, ko pridejo nazaj, da je kaj vse bodo morali še narediti, da se jim priznajo predmeti. Ta dogovor mora biti jasno znan vnaprej in nihče ne gre na izmenjavo, ne da bi imel, vsaj ne bi smel iti na izmenjavo, ne da bi imel povsem čiste slike, kaj točno bo priznano oziroma kaj še bo moral narediti, ko pride nazaj, da bo opravil letnik, oziroma imel opravljene vse obveznosti. To mogoče samo na kratko, to bomo imeli posebno predstavitev, kot sem omenil, marca ali pa aprila, kjer bomo bolj natančno razložili, kako in kakšne obrazce morate izpolniti in na kakšen način, kakšni so pogoji, koliko kreditov morate osvojiti v tujini na izmenjavi in koliko se vam mora priznati. Na kratko pa samo to, da boste morali pripraviti dva obrazca, en individualni študijski načrt, kjer je podrobno opredeljeno, kaj boste tam počeli in kaj bo pri nas priznano. Študijski načrt je praktično enak dokument, samo mogoče malo bolj preprost, da ne pišemo vseh teh detajlov glede priznavanja, je pa samo napisane so imena predmetov, ki jih boste tam počeli, ki jih boste tam opravljali in ki bodo priznani pri nas. Ampak, kot rečeno, o tem bomo govorili kasneje, marca, aprila, ko se boste že prijavili in bomo že potrdili vašo izmenjavo, prijavo na izmenjavo. Izkoristil bi rad ta sestanek, da opozorim, da je še vedno možno oditi tudi na Erasmus praktično usposabljanje. To je ločen razpis. To še posebej toplo priporočam tudi recimo študentom smeri dvopredmetno učitelj, ki mogoče nimajo toliko povezav za študijsko izmenjavo, bi pa želeli oditi v tujino. Ta razpis nima določenega roka in je kar odprt do uporabe sredstev. Upravičeno obdobje za izvedbo prakse po trenutnem razpisu je do 30.9.2025. Video predstavitev razpisa imate pa na YouTube kanalu, mislim, da smo naredili spomladi. Če bi kdo želel
mogoče razmišlja o tej opciji, toplo vabim, da se oglasite v mednarodni pisarni, vam nekaj več stvari povemo o sami prijavi in kam lahko greste. Zdaj, pogledamo še finančno plat te izmenjave, kar vas najbrž zanima. To zdaj se vi prijavljate samo na razpis. Na razpis, kar ne pomeni, da takoj avtomatično dobite tudi sredstva, tudi če potrdimo vašo prijavo na razpisu. Ko mi potrdimo vašo prijavo na razpisu, ko se dogovorimo, kdo bo šel kam, pošljemo vaše prijave na univerzo, ker naša univerza je pravzaprav odprla ta razpis, in potem naša univerza zbere vse prijave iz vseh fakultet in se z njimi prijavi na razpis Nacionalne agencije CMEPIUS. In nekje pred poletjem dobimo nazaj informacije od Nacionalne agencije, koliko sredstev je bilo odobrenih, in takrat se vam bo oglasila naša univerza, glavna mednarodna pisarna, ki vam bo poslala navodila, kje in kako se prijavite za Erasmus finančno pomoč. In takrat boste potem morali dati novo prijavo, na spletno prijavo na Univerzi v Ljubljani za Erasmus finančno pomoč. Tole so trenutne, da rečem cenik, tarife, ki jih dobite kot finančno pomoč. Vidite, da so države razdeljene v 3 kategorije, pač odvisno, v katero od teh držav greste, dobite ta znesek na mesec. Poleg tega so še neki dodatki, ki pa vas svetujem, da si to natančno preberete v razpisu, ampak recimo en dodatek je od javnega sklada, ki je bil letos slabih 34 evrov na mesec. Vendar tukaj je vprašanje zato, ker univerza še ne ve, ali bo javni sklad odprl ta razpis letos. Če bo odprl, bo univerza prijavila vse študente, pridobila ta dodatek in potem ta znesek prištela finančni pomoči. Potem obstaja dodatek za študente iz okolij z manj priložnostmi. To bo tudi v tistih navodilih natančno razloženo, pa tudi v razpisu je, kdo je upravičen do tega dodatka in kako ga dokazujete. Potem je dodatek za študente s posebnimi potrebami. Letos je novost, tega prej ni bilo še, je tudi neka sredstva, pavšalna sredstva za pot. Tukaj danes do kraja mobilnosti edino opozarjam, da to je zračna linija, to ni ne gledati na Google Maps, ampak bo druga povezava tam, druga mapa, kjer boste vpisali kraj vašega bivanja in kam greste, in na podlagi tega, kaj bomo tam poznali, boste pokazali, koliko kilometrov je zračne linije, boste dodatno dobili še nek pavšalni znesek za pot. Pri praksi so zneski še celo nekoliko višji, mogoče še to omenim, ker sem prej omenil tudi, da še vedno so prijave na Erasmus prakso možne, in prav tako so tudi tukaj dodatki enako kot pri izmenjavi. Vse to imate bolj natančno opredeljeno in razloženo v samem razpisu. Tako da, če boste imeli pa kakšno vprašanje, se pa prosim kar oglasite v mednarodno pisarno, pa bomo poskušali odgovoriti. Zdaj, Nacionalna agencija od nas zahteva, da vas posebej opozorimo o določenih stvareh, na katere študenti mogoče radi pozabljajo ali pa pogosto sprašujejo, potem tudi njih. Prva pomembna stvar je, da se morate res pravočasno lotiti. To vam bomo kasneje razlagali v tistem drugem sestanku, srečanju, ki ga obljubljamo marca, aprila. Ampak pomembno je, da res pravočasno naložite vse dokumente iz tržnih rokov, ker se stvari ne da urejati za nazaj. Potem, da ste vi na izmenjavi in potem kontaktirate šele mednarodno pisarno in začnete nalagati dokumente. To se ne da in zato je res pomembno, da se pravočasno lotite. To je pogosto vprašanje. Torej, študent, ki prejema Erasmus finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati tudi morebitno nacionalno štipendijo, na primer državno od svojstva, to se ne izključuje. Kot sem prej omenil, vi se zdaj v tem momentu prijavljate na razpis od Univerze v Ljubljani, potem pa univerza naprej prijavlja vašo prijavo na razpis Nacionalne agencije. To pomeni, da bo naša univerza šele enkrat pred poletjem, konec pomladi, vedela zares, s koliko sredstvi razpolaga, in takrat vam bo poslala navodila, kako se prijavite za Erasmus finančno pomoč.
Bojo pa že imeli takrat predstavo, tudi če so sredstva omejena in ne morejo in so primorani omejiti število mobilnosti na osebo in število financiranih mesecev. Takrat to informacijo boste prejeli takrat, ampak lahko samo mutate, mislim, da ima. Torej, pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretno opredeljene v sporazumu o nepovratnih sredstvih, ki ga bo študent sklenil z Univerzo v Ljubljani pred odhodom na študij v tujini. Torej, ko boste vi oddali to prijavo na spletno aplikacijo, boste nazaj dobili sporazum, ki ga podpišete z Univerzo v Ljubljani, potem vam pa oni nakažejo denar in v tem sporazumu imate vse opredeljeno, tudi kakšne so vaše obveznosti, tako da res preberite ta sporazum. Potem pa še naslednjo, celoten čas Erasmus študija v tujini mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice. To je kar pomembno. Torej, vi dobite Erasmus štipendijo za čas, ko bivate in študirate v tujini. Kar pomeni, če vi strogo gledano, to pomeni, da vi ne morete iti domov. Ne vem, sem bil vprašanje, kaj pa, če so prazniki, pa bi šla za 14 dni domov. Uradno ne. Uradno ne in se bom tukaj zaustavil. Tako. No. Da moram še enkrat šerati. Okay. Na spletni strani imate lahko najdete tudi vtise študentov in tukaj vam res toplo priporočam, da če cincate mogoče, ali bi odšli ali ne, ne moremo opisati, kolikokrat sem slišal odstavek, da je to bila najboljša odločitev v življenju. Tudi v primeru, ko je študentu šlo vse narobe, ne vem, da sem mu zafrknil stanarino, ne vem, oropali na univerzi, partnerici ni bilo nič v angleščini, problem je bil s priznavanjem, ne vem, vse možno šlo narobe, ampak zadnji komentar je vedno najboljša izkušnja v življenju, daj se lahko ponovno prijavim. Tako da res toplo priporočamo, mi pošiljamo študente že več kot 20 let in lahko povem, da res pridejo drugi ljudje nazaj. Tako da to je res enkratna priložnost in je preprost škoda, da ne izkoristite. Še enkrat povzemam glavne korake, to večkrat ponovim iste stvari, da ja ne pozabite. Glavna stvar zdaj je zbira pravilne institucije, vsekakor pejte še delčnim koordinatorji, se pogovorite z njimi, oni imajo tudi več izkušenj, že vejo, kam so pošiljajo študente, če imate, ne vem, idejo o kakšni novi univerzi, novi povezavi, da to njim predstavite, lahko tudi meni, pa potem skupaj pogledamo in potem najkasneje do 24.1. do polnoči oddate prijavnico v VIS-u in PDF pošljete tudi Erasmus koordinatorju delčnemu. Kasneje, naslednji koraki so pa, kot smo prej omenili, priprava internega obrazca za priznavanje in learning agreementa, pa prijava na tuji univerzi. Sliši se kot veliko korakov, ampak to vse traja tedne in mesece, ste obveščeni pravočasno, tako da je samo potrebno slediti navodilom, pa se držati rokov in ni nobenih problemov. Pisarna za raziskave in mednarodno sodelovanje se nahajamo na dekanatu, zraven pisarne od dekanje, soba 034, tole je naš e-mail. Imamo neke uradne ure, ampak z Robijem sprejema študente vse skozi, tako da kadarkoli ste na fakulteti, lahko potrkate na vrata in pač povprašate, kar vas zanima. In če ne delamo ravno kaj posebej, ali pa kakšen Erasmus študent ne piše izpita slučajno, takrat vas bomo vedno sprejeli in veseli vašega vprašanja. Tole so oddelčni koordinatorji, seznam imate tudi na spletni strani. Kot pravim, res priporočam, da se tudi pogovorite z njimi, oni imajo malo več praktičnih informacij, pa tudi izkušenj že s preteklimi
izmenjavami točno za študente vaših smeri. Tako, tole je, kar smo pripravili za uvod, sledijo pa predstavitve študentov. Robi, imaš ti seznam? Ja, nekateri študenti, ki mislim, da so skoraj vsi taki, ki trenutno opravljajo izmenjavo, so se prijazno, prostovoljno javili, da predstavijo iz svojega vidika svojo izmenjavo. Rangirali smo jih kronološko za tole predstavitev, pa mislim, da sta zdajle na vrsti Gaja in Iza, ki na Portugalskem, evo, sta se že javili, pa vama kar predajam besedo. Ja? Lahko screen sharamo? Ja, mislim, da sem omogočil, dajte probati, ja, bi moral biti. Okay. A se vidi kaj? Jaz ne vidim. Zaenkrat še ne. Screen, čisto skoraj. Imaš, še enkrat klik. To. Kaj sem dovolila? Ponovadi narediš. Se opravičujemo. Ja, sej. Če ima mogoče še kdo kakšno vprašanje med tem časom, me kar vprašajte. Zdaj pa je. Sem ste pa mutene zdaj. Ja. Zdaj pa deluje vse. Okej. No, takole, midva smo 4. letnik socialne pedagogike in smo šle na izmenjavo v zimskem semestru. In sicer smo šle v Lizbono, na Inštitut Politécnico de Lisboa. Fakulteta je Escola Superior de Educación. Začeli smo v bistvu konec septembra, končamo pa v sredini februarja, 7. natančno. Tule smo dali fotografije fakultete, sprednji del in en znotraj prostor kavarnice. Obveznosti. Predavanja so večinoma v portugalščini, ampak so profesorji veliko zelo prilagodljivi in se zelo prilagajajo, ali prevajajo sproti v angleščino, ali nam dajo material v angleščini. V bistvu da se narediti tudi brez nekega velikega znanja portugalščine. Midva imamo sicer kar veliko, imamo 8 predmetov, tega je en predmet Portuguese language, kar imamo 2-krat na teden, po 2 uri pa pol. In tudi na koncu imamo izpit januarja. In pa tudi group work, skupinsko delo, smo imeli predstavitev. Poleg tega imamo še 7 predmetov, ampak glih ravno zato, ker imamo toliko predmetov, se potem nama skoraj vse prekriva, razen en predmet se nama deloma. Pri predmetih je obvezna prisotnost in pa sestavljeni so iz individualnega in skupinskega dela. In v bistvu lahko oceno dobiš zgolj iz tega, in če si zadovoljen z oceni, ki jo dobiš iz individualnega in skupinskega dela, potem ti ni potrebno na izpit, če pa ne, pa greš na izpit in zvišuješ oceno. Če ima kdo kakšno vprašanje že na tem mestu, lahko vpraša, če ne pa tudi kasneje. To bi bilo to, še imaš ti kaj mogoče na tem mestu? Ne. Pa gremo naprej najboljš. Zdaj, za stanovanje smo začeli že ful preiskati, po mojem že, ko smo se prijavili na izmenjavo, ampak do nekje avgusta stanovanja še vedno ni bilo. Zdaj, cene so kar visoke tukaj v Lizboni, se dviguje cena, mislim, da se kar povsod, no, dviguje cena stanovanj. Predvsem pa je bilo hudo to, da v resnici študentski domovi so že takoj zapolnjeni bili. Pač preden smo se sploh prijavili, so študentski domovi bili vsi že polni. Tako da, kar smo iskali, stanovanje je bilo na Uniplaces, tle smo tudi potem rezervirali, Idealista in pa na raznih Facebook skupinah, ki imaš dosti tudi WhatsApp skupin glede Erasmus študentov, kjer ponujajo nastanitve in tako dalje. Tako da to je pametno, mogoče se že preden greste priključiti tem skupinam, da veste že vse vnaprej, kakšne informacije glede stanovanj,
pa glede vseh nekih stvari, ki jih potrebuješ pred odhodom v Lizbono. Tole je pa slikca iz našega balkona. Tako da, ja. Zdaj smo se odločili, da bomo malo povedali najine vtise, kar smo tu, zdaj smo 3 mesece v Lizboni. Mesto je res živo, je turistična sezona celotno leto, ni nobena temperatura, nič ne ovira nobenega. Zdaj v božičnih mesecih je zelo luškano, ker je na vsakem trgu so tudi Christmas marketi, pa je res veliko naroda. In dosti lepih krajev, še kar zgodovinsko mesto in je ob morju, tako da res se nama zdi lepa destinacija in bi jo priporočali. Je tudi zelo dobro z javnim prometom povezano, imajo metro, vlak, tramvaj, avtobus, imaš tudi trajekt, kar je vse lahko vključeno v Navagente kartico za javni promet. Je pa tako. Ker zgodba, lahko dobiš to kartico zastonj, s tem, da si pridobiš njihovo davčno številko, portugalsko davčno številko in tako potem davkoplačevalci za študente pod 23 letom plačujejo pač javni promet. Ampak da to dobiš, je celoten postopek, moraš zelo zgodaj zjutraj stati v vrsti, ker razdelijo le določeno količino teh številk na dan. Midve smo v resnici od 4 zjutraj do 3 popoldne čakali v vrsti, z veliko količino ljudi, na mrazu, ampak na koncu se je splačalo, ker imamo zdaj javni promet zastonj in je vse zastonj. Skoraj po celotni Portugalski lahko potuješ s to kartico. Če ne pa je 40 € na mesec, kar tudi ni hudo, ampak tako no, je za se odločiti, če si pripravljen žrtvovati teh več kot 12 ur ali ne. Če bi kdo kaj vprašal, lahko tudi vmes naju zmoti, ni problema. Erasmus kultura, ja, glede Erasmusov je tule zelo dobro organizirano družabno življenje. Tule je ena organizacija, Erasmus Life Lisboa, ki organizira v bistvu vse kulturne, družabne dogodke, tudi krajše izlete po Portugalskem, do Portoja, do Nazarje, povsod. Da se odčlaniš, moraš plačati na začetku 20 € in potem si član, ampak res ponujajo veliko, res je lahko spoznati kogarkoli, ker dogodki so vsak teden, kadarkoli in je veliko možnosti. Poleg tega je pa še organizacija ESN, podobno, v bistvu gre za organizacije, ki delata po enakem principu, samo pač sta dve. Ta druga organizacija, moraš tudi, da se odčlaniš, plačati 20 €, je pa zelo dobro, ker imaš popust na 5 letov, 4 leta z Ryanairjem, in sicer 20% popusta in pa 10% popusta. 10% popusta in pa zastonj 20-kilogramski kovček. Kar se zelo splača, ko prideš sem in ko greš nazaj, da to koristiš, ker je cenovno bolj ugodno. Mi da smo si kar oboje vzeli, no, se nam je zdelo vredno teh 40 € za vse, kar potem pride zraven. To bi bil svetlo najbrž. Ja. Zdaj, Lizbona je prečudovita, kot vidite, to so vse slikice, ki sva jih sami naredili tukaj, to ni nič iz Googla. Je tudi zelo velika kot Portugalska, smo lahko obiskali tudi druge kraje, bližnji kraj Sintra, Cascais in to vse z kartico za javni promet, ki smo jo dobili zastonj. Lahko greš tudi s trajektom na drugo stran reke, ki je v sredini med dvema deloma, in obiščeš zelo lepe plaže, dosti je surfanja, res tukaj je celo leto živo, valovi prečudoviti, tudi vreme. Trenutno se hladi, ampak vreme je prečudovito še vedno, dosti sončka, sončni zahodi zelo lepi. Mogoče edina stvar, ki bi jo rekla o vremenu, je, da na Portugalskem nimajo centralnega ogrevanja, kar je bila kar izkušnja. Na fakulteti je kar zelo mrzlo, smo vsi v bundah in šalih in še vedno imamo, res je mrzlo, no, ne moreš biti brez bunde na fakulteti. V stanovanju tudi ni ogrevanja, smo si kupili take male radiatorčke, ker brez tega v bistvu je zunaj trenutno bolj toplo kot notri, brez da si ogrevaš, če si ne ogrevaš.
Je pa kar smešno to, da kadarkoli vprašamo kogarkoli, zakaj pa je tako, če vas tudi zebe. Profesorji vsi so oblečeni v šali, vedno rečejo, danes je pa mrzlo. Vprašamo jo, zakaj pa nimate ogrevanja? Ja, tako je, ga nismo potrebovali nekoč in ga zdaj ne bomo naredili. Tako da, kar smešnica, no. Ampak se prilagodiš tudi na to, glede na vse ostalo, kar vidite tukaj na slikah. In poleg turistkanja po Lizboni, so omogočena tudi razna potovanja po Portugalski in pa tudi v bližnjo Španijo. Mi da so do zdaj bili na 2. Ja. Na Madeiri smo bili, to je otok zraven Portugalske oziroma portugalski otok. Prečudovito, dosti hribolazenja in smo se kar nadelali. In pa v Madridu smo bili zdaj tudi v božičnem času. Tako da, ja, tudi to je bilo. To pa v bistvu vse potem z najne strani. Obrigada pomeni hvala po portugalsko. Če imate kakšno vprašanje ali pa karkoli, nam lahko pišete zasebno ali pa tule vprašate. To pa nisva dali naših. Lahko vam dava naše kontakte, bomo napisali v chat, če bi kdo to želel raje, kot zdaj se javno izpostavljati. Pa še da končamo šerat, evo tako. Če pa bi kdo kaj vprašal. Jaz bi imel eno vprašanje. Vi ste šli Lizbona, to je taka tipična portugalska destinacija, mislim, govorim o univerzi. Oni nimajo pretirano veliko v angleščini, tako da recimo tudi za druge lahko povem, da je Porto enak, povsem na enak način, kakor lahko slišim. Pa bi vprašal, kako težko ste sestavili learning agreement, kako stresno je bilo to. A so vam oni vnaprej nekaj potrdili, pa se je pa to mogli spreminjati? Recimo, to so situacije, ki se potem dogajajo na univerzah, kjer nimajo neke stalne ponudbe v angleščini. Kako je to izgledalo? V resnici sva po mojem imeli kar srečo letos, sicer ko smo pripravljali learning agreement s profesorico Nino, niso še imeli za tekoče leto nič zunaj, ampak sva vzeli od lanskega leta informacije in se potem zgledovali in je vse se skladalo. Samo eno spremembo smo naredili glede izbirnega predmeta, ker so nam to predlagali na fakulteti, da je ta v celoti v angleščini, Portuguese culture predmet, da je v celoti v angleščini, da bi nam to res bolj priporočili kot kaj drugega. Tako da v resnici smo imeli veliko srečo, bi rekla, z predmeti. Je pa res, da imava zelo poln urnik. Od ponedeljka do četrtka sva vsak dan na fakulteti, od ponedeljka celo od 8 zjutraj do 20:30 brez pauze. Je pa res, da bomo pridobili, če vse narediva, bomo pridobili 38 kreditnih točk, kar je za en semester kar veliko, ampak glih zato, ker se nama potem vse prekrije. Skoraj. Ampak se pravi, vi niste dali nič portugalščine in ste šli tja in se da. Ja, Iza govori nekaj špansko, jaz govorim italijansko, tako da to je manj nekako dodana vrednost, ker vsaj kakšne besede oziroma iz konteksta preko ene besede prepoznaš, o čem govorijo. So pa profesori zelo prilagodljivi, res imava srečo s profesori, samo ena profesorica je od vseh 8, ki jih imamo, taki ne zna portugalsko, tako da so res prijazni. In pa imajo dosti, je pa tako, ne, večina Erasmusov so Španci, tako da pol nimajo toliko problema z jezikom, se dosti lažje sporazumevajo, tako da je res, da tudi veliko profesorjev potem ne govori angleščine. Ampak ravno zato ponujajo te predmete pri profesorjih, ki znajo angleško, ker smo imeli en predmet, ker so nam priporočali, da greva k drugemu izvajalcu istega predmeta, ker zna angleško, medtem ko ta, ki smo bile vpisane, ne zna. Dobro. Hvala. Hvala lepa za predstavitev. Ko sta študentki že omenili, boste v chatu, mislim, da pustili kontaktne podatke za morebitna dodatna vprašanja. Zdaj pa mislim, da sem med temi profili, ki čakajo tukaj na Zoom predstavitvi, že videl Saro ali pa vsaj eno vodopivec, ki imata po našem razporedu naslednji svoj del predstavitve. Ja, samo sekundo.
Živijo. Me je slišati? Ja, tako je. Živijo, jaz se opravičujem, jaz se javljam z avta, ker imam trenutno en opravek, tudi za druge študentke. Jaz sem trenutno že doma, ker smo s Saro zaključili izmenjavo na Danskem 13. decembra, ker se tudi na Danskem začne izmenjava prej. Prihaja pa Sara zdaj na Zoom, ker bo ona vodila danes malo predstavitev bolj za vas, bom pa jaz tudi tukaj za pomoč, drugače smo pa Ena in Sara in smo bile na izmenjavi na Danskem, na VIA University College, ampak za vse, ki so trenutno zainteresirane za izmenjavo, vam moramo že vnaprej povedati, da se naš program Head, Heart, Hands, ko smo ga izvajali kot socialne pedagoginje, ne bo več izvajal, vsaj ne na VIA University College. Je pa še en program, Education in Social Sciences, če sem prav povedala, se mi zdi. In se bo še naprej izvajal, so bile pa naše sošolke na njemu, ki jih danes vidim, da ni, ampak bodo definitivno vam pristopile na pomoč, če bi se katera odločila iti na Dansko. Lahko jaz priklopim, da čez ko Sara pride PowerPoint. Da preverim, če mi bo dovolilo. Share screen. Aha, je prišla Sara, bo ona. Ja, lahko jaz šeram, se opravičujem za zamudo. Super. Sem nas že malo predstavila, Sara, pa sem povedala, da smo že doma. Ja, kaj si zdaj povedala? Kje v Danski že? Predstavila sem nas, povedala sem, da smo doma, pa da smo bile na Head, Heart, Hands programu, ki se trenutno na žalost zapira za naslednja leta. Res je. Bomo več govorili o Danski sami, kot eni zelo dobri državi za izmenjavo, kakor pa našem programu. Ja. Izvoli. Ja, pa začnimo. Torej, Danska je skandinavska država v severni Evropi, glavno mesto je Kopenhagen, potem so pa še druga večja mesta, ki so Aarhus, Odense in pa Aalborg. Iz mesta, kjer so bile midve, ki je Aarhus, z enim pač Flixbusom prideš v Odense in Aalborg. Obe sta zelo lepi mesti, ki se jih zagotovo splača ogledati in tudi bus vožnja je dosti pocen in pa blizu. Je zmerno morsko podnebje, tako da so precej bolj hladna poletja in pa vlažne zime. Predvsem je veliko dežja in pa vetra, da je bilo pa toliko mrzlo, kakor sem pričakovala, pa se mi zdi, da ni bilo. Je bilo dostikrat, ko sem se pogovarjala z domačimi tukaj v Sloveniji, celo bolj mrzlo, kakor na Danskem, tako da se da preživeti, ena zimska bunda je čisto dovolj in te ne zebe. Tam je uradni jezik danščina, ampak zelo velika večina prebivalcev govori zelo dobro tekoče angleško, tako da se zelo z lahkoto povsod vse zmeniš. Uporabljajo danske krone, 7 kron pa pol je približno 1 evro. Da se v nekaterih trgovinah plača tudi z evri, drugače pa povsod se mi zdi sprejemajo kartico, tako da tudi če nimaš glih fizičnega denarja, je dosti v redu. Zato ker, ja, imajo povsod kartico že. Je pa ena najstarejših monarhij na svetu in imajo zelo dolgo zgodovino, ki sega tudi v vikinške čase, kar se vidi, ker je včasih v centru mesta imaš na semaforjih za pešce vikinge namesto navadnih stričkov, kar se mi je zdelo zelo luštkano. Povezave za na Dansko se mi zdi, da so dosti v redu. Iz Benetk, Marco Polo pa v Kopenhagen je karta okrog 50 do 100 evrov in je direkt karta. Potem imaš pa Flix avtobus ali pa vlak od Kopenhagna do centra mesta v Aarhusu. Povprečno stane 31 evrov, odvisno tudi kdaj kupiš, pa kje. Če kupiš dosti prej, se mi zdi, da dobiš lahko tudi okrog 10 do 15 evrov karto. Potem imaš pa Ljubljana-Billund, ki je okrog 150 do 200 evrov, v eno smer je pa res, da moraš prestopati vmes. Potem v poletnih ali pa spomladanskih mesecih imaš pa tudi Ryanair, ki vozi od Trevisa do Billunda, ki je malo cenejši, prije 100 evrov približno povratna karta. In potem imaš
avtobus od letališča v Billundu do centra mesta, ki pa traja približno 2 uri pa pol, pa stane okrog 23 evrov in vozi skoraj na vsako uro. Po poleti imaš potem tudi direktno od Ljubljane pa v Kopenhagen in obratno, ki je okrog 60 do 140 evrov v eno smer in ja, je direktna povezava, kar od novembra naprej ni več, se ne dobi več tega. Jaz sem tudi 2-krat letela iz Dunaja, tako da sem šla s Flixbusom do Dunaja na letališču in potem od Dunaja v Billund, je pa zato, ker je karta bila Dunaj-Billund samo 18 evrov, tako da se tudi splača. Je pa potem še Flix avtobus iz Ljubljane ali pa iz Maribora v Aarhus, stane okrog 80 do 200 evrov. Potovanje je sicer precej daljše, traja 26 ur, je pa res, da potem dobiš dodatek za zeleno potovanje pri štipendiji. Bi pa jaz le še dodala, trenutno najinih kolegic iz socialne pedagogike iz Ljubljane ni. Te, ki so bile na Education in Social Sciences, ena izmed njih je tudi izbrala opcijo, da je v bistvu šla s kolesom na Dansko in je del poti šla z avtobusom, del poti pa je šla v bistvu s kolesom in je sama nam povedala, da je bila tudi to ena zelo zanimiva izkušnja zanjo, no. Je pa res, da se je rabila odpraviti veliko prej in mogoče tudi malo bolj logistično splanirati stvari s prtljago in vsem ostalim. Ja, to je dobro, da je ena povedala, res je, tudi ena kolegica je šla s kolesom gor. In potem mislim, da so ji prtljago poslali po pošti. Tako da to je zagotovo ena super izkušnja. Samo življenje na Danskem, kar se tiče transporta, imajo redne pa, jaz bi rekla, da zelo dobro urejene avtobuse. Ena vožnja je 24 kron, kar je dobre 3 evre. Lahko si kupaš tudi mesečno avtobusno karto, ki mislim, da je okrog 60 evrov na mesec. Je pa tudi Danska zelo kolesarsko prijazna država, tako da bi se mogoče splačalo tudi rentati kolo, ki to pride okrog 30 evrov na mesec. In predvsem v poletnih mesecih, ko je tako malo boljše vreme, bi jaz to najbolj priporočala, ker ima res super urejene kolesarske steze, pa tudi večina ljudi tam uporablja kolesa, se mi zdi, da zelo pogosto vidiš to. Zdaj, stroški življenja so malo višji. Najemnina v domu je od 400 evrov naprej in ima vključene stroške, potem moraš pa posebej plačevati še za pranje pa sušenje perila, kar pride okrog 8 do 10 kron na pranje, kar je dober evro. Potem pa moraš v nekaterih domovih plačevati tudi uporabo določenih prostorov, na primer kakšnega fitnesa ali pa kaj takega, medtem ko je v nekaterih domih to vključeno, odvisno, v katerem si pa koliko je sama najemnina. Prehrana je okrog 200 do 350 evrov na mesec. To sem tako malo približno dala, ker je res odvisno, če imaš deljeno kuhinjo, ker mogoče so že kakšne začimbe. Potem tudi prvi meseci se mi zdi, da bodo mogoče malo bolj dragi, ker je treba nek sistem najti, pa je dejansko treba res od začetka štartati z vso hrano. Kar se tiče pa tega, da greš na kakšno pijačo, kava je okrog 7 do 10 evrov ali pa kakšni sokovi pa kaj takega. Tako da ni glih kot pri nas, tudi da bi imeli tako zelo veliko nekih takih majhnih kavarnic, ko jih imamo pri nas, se pa da dobiti vse, tako da stroški življenja so malo višji, ampak so tudi primerni za visok življenjski standard. Kar se tiče zdravstvenega sistema po prijavi začasnega prebivališča, vsak študent prejme brezplačno javno zdravstvo in sicer ti dodelijo nekega svojega osebnega zdravnika, glede na to, kje živiš, tako da ga imaš najbližji, kar se da. Jaz bi tle samo dodala pri transportu. Jaz sem se probala posluževati najema kolesa, ker je bila zelo dobra opcija za prva 2 meseca, ko je bilo res lepo vreme, pa sonce smo imeli. Rata pa pol dejstvo, da nismo navajeni na to njihovo podnebje, ko je malo bolj mrzlo, pa dosti bolj piha. In sem pol kolo vrnila, ampak je bila super izkušnja, tudi tako za videti mesto je en dober način. Ne se ustrašiti, kako vozijo na Danskem kolesa, ker jih zelo dobro znajo voziti. In ne pretirano verjeti, da je Danska tako zelo ravna država, dokler ne kolesariš nazaj
v svoj dom v hrib. Pol ugotoviš, da ni toliko ravna. Ja, bi pa dodala glede stroškov življenja, da ne se ustrašiti. Erasmus štipendija pride zelo prav in dosti pomaga. Je pa definitivno možno speljati celotno Erasmus izmenjavo na nekem, ne vem, kako bi rekla, Sara, na nekem normalnem levelu stroškov. Ja, ni tako drago, kot sem mogoče mislila, da bo. Jaz sem se pripravila na veliko slabše. Ja. Je pa tudi Slovenija malo dražje ratala, tako da ni tazga šoka, Ja. se meni zdi. Je pa ja, tako kot je Sara rekla, na začetku je treba najti nek sistem. So trgovine na Danskem, ko imajo zelo velike razlike v cenah in sproti se znajdeš in ugotoviš, da pač prideš skozi, no. Ja. Se strinjam. Imajo pa tudi Lidl in imaš lahko Lidl plus aplikacijo gor, kar ti pride zelo prav, ker imaš zelo veliko kupončkov. Ok, to je zdaj še par uporabnih nasvetov za študente. Zelo pogosto se združujejo v kakšnih kavarnah ali pa barih in tam se učijo, predvsem pa tudi četrtki, petki in sobote zvečer je v centru kar pestro, še posebej v petkih in sobotah, zato ker so tudi nočni busi, ki vozijo čez celo noč na vsako uro, kar drugače med tednom ni, tako da je treba naročiti kakšen taksi ali pa kolesariti, lahko tudi najmaš kolo samo za eno vožnjo. In ja, kakor so Danci izpadejo zelo zadržani, so zelo prijazni do tujcev, res mogoče izpadejo najprej malo hladni, ampak potem, če jim ti pristopiš ali pa če rabiš kakršnokoli pomoč, imam jaz same dobre izkušnje s tem. Je pa res, da zelo zaživijo v centru med vikendi. Sem bila kar malo šokirana, da so tako živahni pa taki, ne vem, kako bi rekla, no, pestri. Je pa tudi, ko smo hodili ven, jaz sem se vedno zelo varno počutila, je Danska tudi ena izmed najbolj varnih držav na svetu in mogoče se zaradi tega tako varno počutila, ampak tudi nasploh, ne vem, si videl, kako se po noč ljudje sprehajajo, pa hodijo na sprehode in vse. Ja, potem pa še kultura spoštovanja časa. Na Danskem je zelo pomembno, da si točen, ne marajo glih zamujanja in tudi rekli so nam, da je za njih zelo nespoštljivo, če uporabljaš telefon na kakšnih srečanjih ali pa sestankih, kar je malo logično tudi. Tako da ja. Tako potem še par zanimivih dejstev, par pomembnih danskih izrazov. Hvala, zdravo, nasvidenje, ja ali pa ne. Tudi če jih ne znaš, ni panike, kakor sva rekli, vsi govorijo angleško, jim je pa zelo všeč, če se malo potrudiš. Jaz sem se na primer naučila šteti do 10 in to se je vsem zdelo ful fenomenalno, tako da če hočete malo impresionirati, kakšen tak ali pa, ne vem, štetje jim je zelo všeč. To je zdaj par glavnih znamenitosti še v Kopenhagnu, je Nyhavn, to so neznane hiške zraven, vode, ki so dostikrat prikazane tudi na kakšnih karticah, potem pa Tivoli Gardens, to je tudi v Aarhusu, samo so drugi, ter Kraljevska palača, v Billundu je predvsem samo Legoland, potem v Odense pa House and Museum of Hans Christian Andersen. Odense je bilo tudi eno izmed lepših mest na Danskem, se meni zdi, je zelo tako podcenjeno, se meni zdi. Potem tradicionalne jedi nimajo glih zelo kulinarike, kakor mogoče kakšne druge države. Imajo te, ki so tukaj navedene, je pa bi izpostavila njihova peciva, so fenomenalna, torte, cmetove rollce, res ene izmed najboljših, ki sem jih jedla, zagotovo. Tako da, ja, Ena, imaš še ti kaj za dodati? Mogoče samo ta čas, ko ti napišeš še kontakt svoj v chat, če bi ga napisala, sem dodala zdaj svoj mail pa Instagram. Bi jaz mogoče samo dodala, da overall vam jaz pa Sara lahko tle razlagam od države pa izmenjave pa našega programa vse skup, ampak zdaj po končani izmenjavi sem definitivno mnenja, da ni toliko pomembna država izmenjave, ampak je bolj pomembna sama izmenjava, zato ker saj država ti da dosti in te nauči dosti in mislim, da se razlikuje od vsake države, ko greš, kakšen kulturni šok je, pa tudi jaz in Sara smo ga kar doživele, sploh v našem
v naši izobrazbi, v naši smeri, no, je precej drugače gor, ampak je pa sama izkušnja izmenjave tista, ki je v bistvu pomembna in smo s Saro totalno pripravljene pač odgovoriti na kakršnakoli vprašanja, če bi jih katera od vas imela, oziroma kateri od vas. In poleg tega nam je žal, da vam ne moremo dosti pomagati s programom in ker je tudi brez veze, da bi vam tle razlagale, če se ne bo izvajal, vam pa komot pomagamo z Learning Agreement, IŠN smo dali vse to skozi, preživele, zmogle, ni težko se vse zrihta, tako da ja, je pa Danska ena država, ko bi jo jaz zdaj potem, ko sem bila tam, pač predlagala, no, in priporočala. Če ima pa kjera še kakšno vprašanje, oziroma kjeri lahko tudi zdaj vpraša, če ne pa nam res komot pišeste, kadarkoli. Drugače bi bilo pa tudi to od nas, no. No, v tem primeru, če ni več vprašanj, se vama lepo zahvaljujem za simpatično predstavitev. Jaz bi Mislim, da je na vrsti naslednja Žanet, ki je Robi. sicer takole na hitro nisem opazil med prisotnimi, pa mogoče se skriva za kakšnim drugim profilom. Jaz bi mogoče tukaj sem povedal, da to, kar ste imeli zdaj, to sta zdaj bila, bi rekel, skoraj pa da dve skrajnosti, a ne, ki se srečujejo študenti. Na eni strani Portugalci, kjer je tako dosti improvizacije, pa se vsi trudijo, ne, ampak je nekako malo bolj improvizirano, pa imate pa Dansko, ki pa vsak let isto, se točno ve vnaprej, kaj imajo, kam greste, kaj, tako da če vas ta improvizacija nervira, niste tak tip, pol ne iti na Portugalsko, ne, pol je Danska definitivno za vas. In obratno. Ok. Ok, če se Žanet ne bo javila v naslednjih trenutkih, potem bi pa povabil Evo, ki je bila lani v Belgiji, če se ne motim. Ja, živijo, evo me. No, A se super. slišimo? Ja, Okay, kar izvolite, predajam besedo. Ok, zdaj jaz tole šeram. Jaz imam tudi nek skromen PowerPoint in če bom jaz tole zmogla šerati, bi bilo odlično. Na Google tole. Ne. A se kaj vidi bolj neverjetno? Zaenkrat se še nič ne vidi. Ok. Aha, zdaj pa bo, evo. Ok, tale edino je malo ponesrečena verzija, ampak dobro, boš kanal vsaj malo. Ok, jaz bom malo bolj kraša, kakor druge kolegice, ampak jaz sem bila na programu Space, kar je v bistvu program za socialno pedagogiko in sem bila na Vives univerzi v Kortriku. Ok, jaz to lahko tukaj scrollam. Ok, torej, kje sploh je Kortrik, če vidite tukaj gor na mapci, je v tem levem delu Belgije, čist na drugi strani čez mejo v Franciji je Lille, kar je tako 30 minut z vlakom. In ja, pač Belgija kot Belgija. Kar se tiče države in vremena, kakor sem jaz že malo bila na Danskem in slišala od svojih prijateljic na Danskem, je malo podobno, se pravi piha. Pričakuješ lahko dež vsak dan, neki rusi, ni pa neki ful naliva, tako da jaz sem se osebno mogla kar navaditi na njihov drugačen vreme, ker pač ja, moraš nositi kapo, ker piha in nimaš marele, ker pač te nikoli ne bo ful zalil, ampak malo bo pršil, tako da ja, to je bilo nekaj zanimljivega. Kar je mene to dosti presenetilo in kar nisem pričakovala, da mi bo toliko manjkalo, je, da nimajo neki baš narave, imajo malo tam, če pogledate na ta zemljevid v južnem delu Belgije, ampak če pač želiš, kaj moraš iti z vlakom v Kortriku in v tem Flanders predelu, kar je tako severno od Brusla, pa pač nimajo narave in to je meni dosti osebno manjkalo, tako da mogoče, če se bo to odločalo izmenjavi,
je tudi nekaj za premisliti, torej tudi ja, kam bi šli, ne vem, meni osebno bi bolj sedlo Danska v tem primeru. Torej ja, pač Belgija, kar ima od teh lokacij, ima ful lepa mesta, no. Tukaj, ko sem napisala enodnevni izleti v Bruselj, Gent, Bruges, pa gor Ostend ob morju, v Lille smo tudi šli, Antwerp, pa še ta Liège, pa Leuven, pač ful imaš lahko lepe enodnevne tripe, no, ampak moraš biti malo city person, ker pač, ja, ni narave. Kar se tiče večdnevnih izletov, se mi zdi, da če si tak, kjer bi pač rad ne znam tudi malo izven Belgije pač potoval in pač zato je tudi opcija. Mi smo šli naprimer v Pariz, imaš s Flixbusom dosti poceni karte, pa v Amsterdam se tudi pride za 13 € iz Antwerpa, kar je tudi ful cool, pa basically letalske karte niso neki ful drage, ker je dosti središče Evrope. Tako da to, kar se tiče potovanja, je Belgija dosti cool opcija. Kar se tiče prevoza po Belgiji, tako sem napisala, je ta SNCB app in v sklopu programa smo imeli tudi neke terenske obiske, ker smo bili 2-krat v Bruslju, pa v Gentu, pa v Bružu in se nam je dosti splačalo, da smo si kupili teh 10 kart, kar pol pride 6 € na karto, če si pod 26, drugače pa, če si pod 26, je pa 7,5 karta, ena smer, kar se dosti splača. Pa še en tip, ki sem ga jaz ugotovila tako v zadnjem mesecu izmenjave, je, da naprimer, če greš, ne me vzeti za besedo, pa če te ustavijo kontrolerji na vlaku, nisem naskriva, ampak če greš na kakšen krajši izlet, kar je naprimer Gent, kar je pol ure iz Kortrika, lahko kupiš eno karto za tja in nazaj, torej daš samo 6 € za tvoj izlet do Genta in ti bojo še pač priznali karto za nazaj. Ampak pač na tvoji karti boš še napisal samo Kortrik Gent, ampak pač kontrolerji v tem primeru ni mar. Če greš pa na daljši izlet, naprimer Bruselj ali pa Antwerp, pa priporočam, da kupiš karto Kortrik Bruselj in potem Bruselj Kortrik nazaj, kar bo zapravo pač malo več, ampak ja, ena moja prijateljica je bila skozi v Gentu, tako je to šla za popoldan na kavico, tako da ja, mogoče nekaj. Kar se tiče prevoza po Kortriku, Kortrik je tako še manjša kot Ljubljana, pač majhno mesto in v sklopu faksa smo imeli opcijo dati, ne vem, 10 € za celo leto, torej pač za ta en semester je bilo to, pa še ena kartica sem na začetku kupila za teh 5 €, tako da to se dosti plača. Večinoma, o Kortriku, ki je šla malo niže, torej ljudje, študenti, vsaj tisti, ki smo bili, pač jaz sem bila v študentskem domu, kar je preko univerze in ta študentski dom je recimo do središča mesta dobesedno tako 7 minut peš, ker to mesto je res majhno, ti ga lahko prešetaš tako v 20 minutah do pol ure. Da pa prideš do faksa, je pa nek kampus, Vives kampus, ki je pa malo bolj stran, je pa od glavne železniške postaje z avtobusom 10-15 minut, ali pa če greš z kolesom, kar se tudi velikokrat zgodi, imaš pa tudi od Študenca 20 minut s kolesom do pol ure, odvisno koliko hitro gonaš, ali pa od glavne železniške 15 minut, tako da faks je malo ven iz centra, ampak ja, pač v tem primeru pride prav tale bus karta. In zdaj, ko sem že omenila rentanje kolesa, to se tudi splača, še posebej jaz, ko sem bila v poletnem semestru in tudi ta space program je samo v poletnem, se splača in priporočam, če se ne motim, je 6 € na mesec in ja, kolesa so pa tako kot en bicikel, se pravi precej počasna, ampak pokrijejo tvoje potrebe. Tako da to, kaj se tiče Kortrika, tako sem rekla, meni osebno zelo simpatično mesto. Vibe je tako kot ena Ljubljana po zimi, v smislu koliko ljudi je tam, ker dosti ni. Tudi to smo se pol pogovarjali z enimi ljudmi, ampak pač dosti ni stalnih prebivalcev, študenti dosti zaobsegajo to mesto in še mogoče kakšni mladi zapovedki, ampak ja, tako zanimivo je bilo to videti, no. Na tej sliki je glavna znamenitost Kortrika, kar je v bistvu en stolp in potem še zraven še en stolp in to je to si videl mesto, če si to pogledal, ampak je pa spet odvisno, kakšna oseba si in ja, in pač kaj ti je všeč, naprimer, pri nas je bilo tako, pač jaz sem lahko, ker sem omenila v tem študentskem domu preko fakultete, kar zelo priporočam, na mene je bila to cool izkušnja, ker tudi v Ljubljani nisem študent, to sem si želela.
In potem imaš v bistvu tako 3 štuke in v vsakem štuku je ena kuhna, kjer pač lahko spoznaš nov folk in se hengaš. Tako, pač študent je tudi precej lep, tako imamo en tak skupni vrt, kjer si lahko ob lepih vremenih pač v zunaj jedel, kar je bilo dosti cool. In če si tak party človek, imaš tako v eni kuhinji, pač po moje to vsak semester, ampak eno kuhinjo zasedajo Španci in tam pač lahko skozi tam žuraš temi Španci. Sam kar še pa tiče žurk po Kortriku, pa ni spet neki ful. No. Jaz nisem taka neka žurerka, tako da nisem jih pogrešala vsak dan žurke, ampak po mojem imaš kakšne 2 dobri žurki na mesec, imaš pa ene te bare, nimaš glih proper kluba. Če pa hočeš klub, so pa kakšni hodili v Gent ali pa Bruselj, sam potem pa je težava za nazaj, ker zadnjih vlakov pol ni, pač zjutraj so ob 6. Tako da, ja, celo nočni žur ali pa nič. Torej, kar se še tiče mesta, mene bo tudi te ponudbe za študente, torej te neki kulturni dogodki, pač Kortrik je ful kulturno mesto in tudi Flanders, to je ta severna polovica Belgije, dajo dosti denarja za kulturo in tudi nevladnim organizacijam, da bi pač organizirali čim več teh nekih kulturnih zadev, torej tega je veliko. In tudi v Kortriku se spomnim, smo šli tako v gledališče, pa te neke music dvorane in smo pač imeli te dogodke za fajno ceno, kakšni tudi zastonj. Tako da to tudi razložijo vse na začetku na enem srečanju. Je tudi neka športna karta, kar jaz sicer nisem zakupila, ampak tudi precej poceni, pa ne vem, če je tako 200 € na semester, ampak se splača. Pa tudi 2-krat se mi je zgodilo, da je bil en tak ogromen festival po mestu, ker res pol mesta zaživi in tako vse okrašijo v sklopu tega festivala in je ful lepo, na kakšen način lahko lokalci poskrbijo, da je tako skupnost v tem mestu, tako da to mi je bilo zanimivo. Ok, kaj imam še kaj napisan? To sem že malo omenila, študentski dom, tudi ni neki drag, pa če se ne motim, da je tako samska soba, ene 410-420 na mesec, če si pa deliš, je pa tam ene 360. Sobe so velike, če ima samsko sobo, ima svojo kopalnico, kar je top. Ena zadeva glede študentskega doma, jaz si nisem prebrala dobro tistih stvari, ki smo jih dobili od univerze, ampak posode v kuhinji ni, oziroma vsak ima svojo posodo, tako da lahko tam zakupiš pri temu landlordu iz študenca, ali pa pač imaš nekaj sabo, ali je pa tam tudi ena trgovina Action, se reče, kamor so pač vsi študenti hodili za poceni stvari, kar je basically en Tedi pri nas, no pač veliko stvari imaš tam, no jaz sem si pol tam večinoma kupovala. Oziroma tudi študenti prodajajo za kakšen €2, vsaj tako je bilo pri nas, stvari iz prejšnjih semestrov in pa so ta denar uporabili za neka skupna čistila v kuhinji, kar se mi je zdelo tudi dosti cool, no. Tako da to posodo ne pozabiti. Ok, omenila sem že kaj kampus, tudi to glede mesta. Ok, še malo v programu, če je kdo socialni pedagog tukaj na tem Zoomu, če vam bo kaj prav prišlo. Torej, jaz sem bila na programu, ki se imenoval Space in ja, to je napaka, da je ta slika narobe obrnjena, ampak lahko temu rečemo umetnost. Torej, Space, Social Pedagogy, Art and Creativity Exploration, torej šlo se je za povezavo med socialno pedagogiko in umetnostjo. Šla sem še z eno sošolko, kar mi je bilo cool, da so si malo tako pomagale, skozi celo izmenjavo in tako. Program je sestavljen iz 2 delov. Prvi del traja 3 mesece, in imaš v bistvu predmete, mi smo imeli filozofijo, nek sector exploration, kar je pomenilo, da smo gledali, smo šli na terenske obiske organizacij, pa smo imeli pa nek art thrilleri, pa še nek art thrilleri research. Point je, da pač povezuješ umetnost z socialno pedagogiko, kar se sliši ful dobro. Zdaj pa, da malo disam tale program, obvezna prisotnost 8 ur, mislim, teh šolskih, se pravi, mi smo bili od 9:30 do 4:30 na dan na faksu in je bilo a lot in naporno in ne vem, in tudi, ko smo mi kot študenti našega programa omenjali te stvari profesorjem, niso bili pač pripravljeni poslušati in se zelo, zelo malo prilagajati. In poleg tega, da smo imeli ful ur prisotnosti na faksu, pa če si manjkal, si mogel ta nek doctor's note dobiti, ker si šel k kakšnemu temu home doktorju, kar oni prakticirajo in ti je on ga napisal za ne vem, enih 4 €, zdaj se mi je brez veze. In pač niso bili pripravljeni se pogovarjati in sploh slišati, kar je bilo dosti bedno.
In pa, ja, to so bili basically 3 mesece. No. Je pa res, da nimaš izpitev, oziroma je nek učni izpit sam pri filozofiji, kar je ful učil. Pa ja, ful smo imeli tudi eni stvari za napisati, tako neke refleksije, seminarske naloge, dosti tega. Imeli smo 2 tedna fraj v aprilu, tako da pač si tam res vzel ene 5 dni, pač saj jaz sem dosti tega pisala, no. Kaj se nam je zdaj brez veze, ampak kot sem rekla, pač niso poslušali. Se mi zdi pa ful, da smo v bistvu pol za na konc imeli neko produkcijo za ustvariti. In smo pač bili ful kreativni pri temu. In smo jaz pa še ene te prijateljice, ki smo bile najbolj asertivne v tem smislu, da smo probali pač se nekaj narediti, da nam bo boljši program, smo tako zdisali program na tej produkciji in je bilo ful zanimivo. Ja, torej, iz tega vidika, vsaj prvega dela programa ne priporočam teki neki ful. Drugi del programa je pa group project, to je pa tale druga slika in tukaj v zadnji piše Deštrate in to je moja skupinca. In basically je tako, da nas gre, po 8 smo šli v 3 organizacije, jaz sem bila v te Deštrate, kar je v bistvu mladinski center na temo hip-hopa. In meni je bilo ravno ful cool, plus nekako smo se zmenili tako, da nismo rabili biti 8 ur tam, medtem ko so druge skupine mogle biti 8 ur tam še v drugem delu projekta, kar je bilo, ja, veliko. Ampak mi nismo imeli, smo se malo drugače zorganizirali, kar je bilo ful carsko in iz tega sem tudi ful pridobila, ker naloga naša je bila, da sedi pač te organizaciji in za organizacijo probaš rešiti neko njihovo raziskovalno vprašanje in pa smo mi naredili tak cel big research. Je pa spet minus tega, da ne vem, koliko nas je 1, 2, 3, 4, 5, 6, mislim, da bi nas mogli biti 8, samo pri nas se je zgodilo, da nas je bilo 6, zaradi tega, ker so šli 3 domov, zaradi samega programa. No ja, ampak težko je delati v skupini 8 ljudi, če si predstavljaš, tako 2 meseca, vsak dan, skupina 8 ljudi, pač tako iz vidika skupinske dinamike je ful težko. In to smo tudi povedali tistim profesorjem, ampak so bili tako, ja, nimamo financ, da bi naredili več skupin. No ja, niso prilagodljivi, tako da iz tega vidika program minus. Je pa ful, mi pa všeč miselnost programa in kaj hoče narediti. In tudi v Belgiji je ful nekih organizacij, ki povezujejo umetnost z socialno pedagogiko, kar je ful fascinantno videti. Na tej levi slici je pa moj razred. Vsi smo bili malo weird, ampak to je bilo super. Ok. Zdaj pa sem še o Erasmus izkušnji na splošno, ker se mi zdi, da jaz tega nisem slišala, ker sem se prijavljala in večkrat na teh nekih Zoomih ali pa na splošno, ko se z osebami pogovarjaš, so sam tako, ja, ful dober, pejt, ja, ful dober. Pač je bi isto rekla, ja, ful dober, pejt, ne? Ampak se mi zdi, da se je ful tudi pomembno zavedati enih stvari, kot je naprimer, da pač jaz sem si postavila ful visoka pričakovanja. Ja, tja prišla, meni bo ful dober, ampak pač so tudi slabi trenutki in niti vse ful dobro, ker imaš lahko tudi bedne dni in hočem samo povedati, da pač vse je v redu, če imaš neka pričakovanja, samo najbolj ta realna, ne pa tudi, da imaš v glavi, da pač, ja, mogoče pa kdaj kaj ne bo dobro in boš pogrešil dom ali pa ti nekaj ne bo sedel, tako da se mi zdi, da je Erasmus izkušnja vseglih vredna in polna in ful dobro za doživeti. Ni pa v bistvu vsakmu najboljša izkušnja njegovega življenja. Pa sem se pogovarjala z ljudmi, in ni bilo to. Pa tudi jaz ne vem, če bi rekla, da bi bilo najjače na svetu. Mi je bilo ful dobro, bi še enkrat izkusila to, ne bi pa rekla, da je zdaj to tako neki baba. Tako da sam, kar hočem reči, je, da ne vem, mogoče tako malo premislite, s kakšnimi pričakovanji vstopate, pa da se dobro tudi zavedati, ne vem, tako, da ja, pač mogoče ne bo vse dobro ali pa bo ratel v redu, no. Tako, mi gre na živce, recimo, če kakšen sam pač pozitivne stvari izpostavijo, ker pač je definitivno obojeno. Pridobiš pa ful nekih novih izkušenj, jaz najbolj cenim nove ljudi, ki sem jih spoznala, pa prav ta neka osebnostna rast, no, ko si včasih tudi sam v tem in se moraš iz nečesa izvesti in se ful naučiš, no. Tako da, ja, to je to. Če še koga kaj zanima, drugače sem pa tudi jaz ful pripravljena še kaj povedati, lahko mi tudi kaj pišete ali pa kaj. To je to. Ok, Eva, hvala lepa za vašo predstavitev. Igor, mislim, da imamo pa za zadnji prispevek pa zgolj video posnetek.
Vita, ki je v prvem semestru študentka druge stopnje, ki je v prvem semestru opravila izmenjavo na Finskem, se je upravičila, je bila pač vesela, da lahko sodeluje, ampak zgolj z predposneto zadevo, pa mi prosim pomagi z tehnične plati tole zrolati. Zdravo, jaz sem Vita in se trenutno javljam iz Rovaniemija na Finskem, kjer sem trenutno na izmenjavi. Doma sem vpisana v 5. letnik socialne pedagogike, se pravi v 1. letnik magistrskega študija. Obveznosti za ta semester, se pravi 1. semester, pa opravljam torej tukaj na Finskem. Na začetku, ko sem se pripravljala pač na izmenjavo, sem si zelo pomagala z katalogom, ki ga ima univerza, ki jo obiskujem tukaj na Finskem, objavljenega na spletni strani, se pravi ves katalog, v katerem so natančno opisani predmeti, cilji predmetov, koliko je kreditnih točk, tako da se je potem zelo lahko orientirati. Pri tem je pač zelo pomagala naša Erasmus koordinatorka na oddelku, pa tudi mednarodna pisarna na našem faksu, karkoli je bilo, kakršenkoli problem ali pa karkoli smo skupaj potem rešili. Glede predmetov, izbira je zelo, se mi zdi, raznovrstna. Za Erasmus študente, se pravi, predmeti potekajo v angleščini, pa tudi recimo niso omejeni na to, da obiskuješ samo predmete na pedagoški fakulteti, ampak recimo jaz imam tudi nekaj predmetov vezanih na fakulteto Social Sciences oziroma pač družbene vede, nekaj z socialnim delom, tako da v bistvu so zelo tudi glede tega prilagodljivi in se mi zdi, da se pač da najti primerljive predmete. Recimo jaz sem si mogla letos zbrati tudi nekaj predmetov pač vezanih na metodologijo in je tudi to bilo, potem sem tudi to našla in se je tudi to potem super pokrilo. Preden sem prišla na Finsko, sem iz njihove univerze dobila tutorko, ki mi je na začetku ful pomagala, recimo mi je pobrala ključe za študentski dom, na začetku nas je tudi malo informirala o tem, kaj tam dogaja, ne vem, organizirala razna druženja na začetku, ko smo prišli, tako da so res, se mi zdi, da vejo, da je to nek velik prehod in ti pri tem res pomagajo, kar se da. Tudi recimo, preden smo prišli, smo dobili dostop do ene aplikacije, kjer smo tudi videli približno, kdo pride, se lahko mogoče že s kom povezali. In se potem faks začne avgusta z prvim uvodnim tednom, ki je namenjen torej študentom, ki so na izmenjavi, kjer dobiš res, se mi zdi, da vse informacije vezane na to, pač, kar rabiš vedeti. In je v bistvu cel teden namenjen samo temu nekemu uvajanju, povedo tudi kaj o življenju na Finskem, o finski kulturi, da je potem ta nek začetni šok oziroma ta začetna kriza res, se mi zdi, zelo lažja. Tudi mednarodna pisarna tukaj, tudi z njimi sem bila zelo zadovoljna. So tudi oni zelo fleksibilni in tudi zelo dostopni. En recimo član te mednarodne pisarne je tudi v vseh teh group chatih, tako da je tudi za kakšna manjša vprašanja res skozi na voljo. Tudi recimo med leto oziroma med semestrom, če gre kaj narobe z learning agreementom ali pa če bi bilo treba kaj spreminjati, so oni zelo dostopni, hitro odzivni in tudi res, če ste dogovorjeni z našo univerzo za kakršnekoli spremembe, pa če se držite rokov in to bi pač moglo biti vse v redu, zato ker so res, se mi zdi, narejeni za to, da vam pridejo naproti. Glede predmetov sem že povedala, da so v bistvu v angleščini. Večinoma so to pač predavanja. Jaz opravljam tudi en predmet, ki je online, se pravi, kjer je bilo vso gradivo, ki sem ga rabila, naloženo na spletni učilnici in se potem, pač, ko sem to predelala, oddala esej. Ocenjevanje je večinoma torej z eseji oziroma z seminarskimi nalogami. In meni je to osebno zelo ustrezalo, jaz nisem imela nobenega izpita in se mi zdi, da je bilo zato tudi nekako lažje meni pač razporejati čas in pri tem je tudi neko pač super študentsko življenje. Tako da ja, drugače glede študentskega doma, to je v bistvu v Rovaniemiju ena večja organizacija, ki poskrbi torej za študentske domove za Erasmus študente. In v bistvu mislim, da skoraj vsi v bistvu dobijo študentski dom, ki je tudi res super. Sobe so v bistvu z enojno poslo oziroma pač enojne, se pravi, si je ne deliš z nobenim, deliš si potem kuhinjo in pa kopalnico, imajo pa tudi razne sobe za druženje, potem recimo savno in cena se giblje tam okoli 300 €, se mi zdi to za vse, kar se mi zdi glede na finančno pomoč in pa glede na finski standard je pač super cena. In tudi na splošno se mi zdi, da pač Finska je draga, ampak
študentom z cenami hodijo kar naproti. Ogromno je nekih študentskih popustov v kavarnah, v restauracijah, recimo kosilo na faksu je tam okoli 3 evre in se res splača. Dobivaš pa tudi recimo popuste na razne second hand trgovine, tako da recimo, če nisi mogoče z oblačili so dobro pripravljeni na mraz, lahko pač zelo poceni dobiš tudi kakšna toplejša oblačila. Pa recimo tudi, ne vem, popust na vlake znotraj Finske, potem recimo na kakšne športne aktivnosti, recimo plezanje, bowling, tako da aktivnosti tu res ne zmanjka. Za Erasmus študente skrbi tukaj organizacija, ki je namenjena torej Erasmus študentov in oni že od začetka od spoznavnega tedna organizirajo ogromno dogodkov, ki so res namenjeni temu, da se povežeš z drugimi ljudmi in da pač se res skozi nekaj dogaja. Tako da glede študentskega življenja se mi zdi, da vas ne rabi skrbeti, pač tudi tu mogoče je Rovaniemi mesto, ki je malo bolj odročno ali pa mogoče malo manjše, ampak res se konstantno nekaj dogaja, ogromno nekih aktivnosti, ki se jih lahko udeležiš. Tako da ja, no, kot sem že rekla, Rovaniemi je malo manjše mesto na severu Finske, ampak je zelo obkroženo z naravo. Ogromno je torej enih aktivnosti, ki jih lahko delaš v jesenskem času, pa tudi potem po zimi seveda, recimo smučanje, tek na smučeh, drsanje, ne vem, tudi sankanje, pač res ogromno je nekih aktivnosti. Mogoče glede vremena, trenutno se temperature pri nas tam okoli -15, -10 stopinj in pa sonca bolj kot ne ni, oziroma ga je zelo malo, ne vem, 3 ure na dan. Na kar smo bile, se mi zdi, da vse, ki smo prišli sem kar dobro pripravljene, no, vse jemljemo vitamin D in tudi se mi zdi, da če imaš nek socialni krog, se tega zelo hitro navadiš, oziroma res ni problema, ravno zaradi tega, ker je pač ogromno enih aktivnosti, ki se jih lahko udeležiš. Mogoče se treba te svetlobe na splošno malo navaditi že na začetku, ko je recimo skozi svetlo in pa potem, ko je pač bolj kot ne tema. Ampak res se mi zdi, če imaš nek socialni krog oziroma če se udeležuješ aktivnosti, res pač ni nobenega problema in gre pač hitro skozi. Drugače pa, če ima kdo še kakršnokoli vprašanje, vam z veseljem odgovorim, vam z veseljem pomagam, ker tudi vem, kak je na začetku, ko si nesiguren, ampak res se mi zdi, da na Finsko se splača priti. Res ti ogromno da. Se mi zdi, da je nekaj čist drugega kot pri nas doma, neka čist nova izkušnja, tako da resno bi jo vsem priporočala. Tako da ja, no, če imate kakršnokoli vprašanje, z veseljem me kontaktirajte, z veseljem vam bom pomagala. In ja, lepo pozdrav v Sloveniji. Na YouTube kanalu imate tudi predstavitve iz prejšnjih let, ki sem jih namenoma pustil gor, ravno zaradi teh predstavitev študentov, tako da mislim, da imamo še za 3-4 leta še za nazaj in je kar veliko institucij pokritih, tako da tudi to predstavitev bomo dali gor. Vem, da bodo imeli tudi predstavitve na določenih na oddelkih, kjer bodo tudi študenti predstavljali svoje izkušnje, ki niso bili danes tukaj, tako da tudi to priporočam, da se udeležite. Ta posnetek bom pa dodal na YouTube kar temule, te predstavitve, tako da si boste lahko gledali na YouTube. Ima še kdo kakšno vprašanje? Ja, jaz bi vprašala, na primer, za prijavo za drug semester, za ta poletni semester, a je ista? Ja, to je zdaj razpis za študijske izmenjave v 25-26, kar pomeni tudi drug semester. To praktično pomeni, da se prijavljate več kot 1 let vnaprej, ampak tako je. Aha, torej tudi, a je potem kakšna razlika, mislim, a je v prijavnici kje prav napisano, za kateri del, če bi se za drug semester? Ja, vi se, ko se prijavljate, imate tam tudi označen, kdaj boste, ali greste prvi semester ali drug semester, tako da v sami prijavi boste to označili. Aha, a je možno, na primer, da se prijaviš na prvi semester, pa imaš potem, ne vem, kakšne izpite v avgustu in potem ne moreš iti na prvi semester, ker ti časovno ne pride čez, a se ti potem to, mislim, lahko zamika? Ja, to je problem, zato ker je kar veliko navala na te izmenjave, imamo določena mesta, tako da vas pogosto moramo rangirati in je potem to mesto, neka kolegica je lahko izpadla, zdaj vaša sošolka, ker smo vas uvrstili v prvi semester,
in je potem nerodna zadeva, če nas vi vmes obvestite, zdaj bi pa išli v drugem semestru, ker če je možno narediti spremembo, naredimo, ampak zdaj, če se prijavite na neko inštitucijo, kjer imamo že veliko prijav in so vsa mesta zasedena, pol takih menjav ne moramo delati, ker so že zasedena mesta že za naslednji semester. Aha, pol Poleg tega, se pričujem, še to je pomenilo, ne, tudi odvisno spet od inštitucije, kam greste, ne, se tudi spreminja ponudba iz prvega semestra v drug semester. Lahko, da vi v prvem semestru najdete predmete, ki vam bodo lahko priznani, da pa recimo v drugem semestru pa nimajo nič primernega, tako da to je veliko situacij se lahko pripeti. Načeloma je možno, ampak če okoliščine dovoljujejo, no, ko bom rekel. Aha, pa še to me zanima, v bistvu mi, ko gledamo zdaj za te univerze, v kjer se bi prijavili, a pogledamo torej njihove predmetnike, pa pol naše predmetnike, če so to podobni predmeti ali kreditne točke, ali kaj se to gleda? Tako, ja, krediti se priznavajo. Se pravi, tam, kot sem rekel, v tistem dokumentu lahko vidite točno, kaj so naši delali v tujini na partnerskih institucijah, ampak če vi zdaj gledate eno inštitucijo, kjer še noben ni bil z vaše smeri, ali pa recimo, da so bili, pa vi najdete tam neke druge predmete, ki jih v naši tabeli ne najdete, se pravi, nihče še ni priznaval teh predmetov, potem vi naredite ta prvi predlog, pogledajte, kaj bi bilo primerljivo, ne, se pravi, na eni strani gledate, kaj boste imeli na PEF naslednjo leto in potem poskušate malo pogledati, kaj bi najdli primerljivega na njihovi univerzi. In greste pogovor z odličnim koordinatorjem, da potem skupaj pogledate. Aha, to se pol ok, super, hvala. Jaz imam še eno vprašanje. Ja. In sicer, kdo pa podpisuje izbirne predmete, a to oddelčni koordinator? O tem bomo govorili, ampak na tistem drugem sestanku v principu velja, da študenti ne hodite več od nosilca do nosilca, temveč odločitev sprejme, vsaj tisto prvo, oddelčni koordinator v sodelovanju z predstojnikom oddelka. Potem pa, ko vam pove, da ne vem, če pa pride do tega, da se nekaj delno priznava, potem pa greste vsem do nosilca se dogovoriti, seveda, kaj točno to pomeni, kaj boste mogli narediti, ampak tisti prvi IŠN podpisuje, za izbirne sploh ni problem. Izbirni D predmeti se prizna karkoli, se pravi, pri izbirnih D predmetih ni treba iskati, da boste naredili primerljivega. Karkoli tam naredite, se lahko pri nas prizna kot izbirni D predmet. Kaj pa C predmet? Ja, tudi tam ni potrebno nujno najti nekaj primerljivega z našim, ampak v tem primeru morate najti predmet, za katerega lahko rečemo, da je strokoven. Da je strokoven, nimamo pa recimo, se pa zgodi, da mi nimamo nobenega takega, ampak v tem primeru vi naredite tistega in se to pri nas prizna kot strokovni C izbirni predmet. Je pa to tudi potrebno z oddelčnim koordinatorjem se pogovoriti, da vam tudi on potrdi, da reče, ja, ta predmet lahko rečemo, da je strokovni in se vam prizna kot strokovnica. Super, imam še eno vprašanje in sicer, a mogoče obstaja, mislim, jaz sem dvopredmetni učitelj, ne, in zdaj najverjetneje se bom pač na praško fakulteto vpisala. Obstaja opcija, da je mogoče tam kakšna omejitev? V kakšnem smislu? Za vpis, naprimer, ko bojo oni pač mene videli, a obstaja kakšna omejitev, naprimer, če se jih preveč vpiše na kakšne programe? To se nam še ni, mislim, na kakšnih se, ampak tam v Pragi ne. Aha, ok, super, hvala. Omejitve recimo pridejo lahko do situacije, recimo taki moduli, ki so na Danskem, ki so zdaj hodile socialne pedagoginje, tam imajo pač določeno število študentov, ki jih lahko sprejmejo, pa še tam v principu sprejmejo vse naše, kakor mi smo po pogodbi. Problem je, da naših hoče iti več tja in potem mi tam pač prosimo, pa se menimo, ali lahko sprejmejo več in tam včasih prije do tega, da ne more sprejeti vseh, kar jih tudi razumem, da ni fajn imeti v modulu, ki, ne vem, 30 študentov, zdaj pa 7 iz Ljubljane. Ampak načeloma pa to ni, da bi tako prav zavrnili študenta iz nekaj razloga, recimo, se je zgodil kakšno mogoče likovni pedagog, da je hotel na neko likovno akademijo, pa so pa tam hoteli biti portfolio naprej, pa da se je zgodil kaj takega, ampak načeloma pa ni tako, da bi oni reagirali pa zavračali študente. Ok, hvala. Prosim. Jaz bi samo še nekaj vprašala, glede, ko ste rekli, da se naj prijavimo na 3 možnosti. Ja. Se to lahko prijaviš znotraj iste države na 3 različne, ko so bile v seznamu, da so za eno državo več različnih univerzitet? Ja, seveda. Aha, super. Lahko, samo univerzo imate drugo. Mislim, tudi ja, tako je, drugo univerzo.
pa seveda po željah, ne, dajte tako delati, recimo, to sem videl napako, ki delajo študenti, da bi nekam ful rad šel, pa ima pol občutek, da ne bo, da je, ne vem, drug letnik, pa da bodo drugi imeli prednost, in potem da to univerzo na tretje mesto, pa da druge dve. Čeprav je to njegova največja želja. In potem jaz na koncu zgotovim, da bi bil sprejet na tisto, ki je res hotel, ampak ker je dal na tretje mesto in zdaj gre drugam. Tako da dajte res prvo željo na prvo mesto, tudi če mislite, da nimate šans ali pa malo možnosti, da boste rangirani visoko, ampak seveda se ravnate po željah, ne, potem pa naprej, druga, tretja želja. Še kakšno vprašanje? Če ne, če se vam porodi vprašanje kasneje, se kar oglasite v pisarni ali pa pokličite, bomo dosegljivi vse skozi, seveda pa. Bi mogoče samo še to, če boste šli, se pravi, tudi na novo pogodbe podpisujemo, če najdete res nekaj, ampak to je potreben čas, je fajn, da pridete malo prej s predlogom, ali pa če najdete neke predmete, nek program, na katerega naš še ni šel, imamo pa pogodbo recimo s to univerzo. Je fajn, da jaz to preverim, a se bo to dal. Bi prosil, da to sporočite res ne zadnji dan, ker običajno se mi pol dogaja, da en dan pred rokom začnem dobivati tako vprašanje, ker ne veste, pol to ne morem to hitro dobiti odgovore. Jaz to pol pišem koordinatorjem, ampak zdaj vprašanje je on tam z računalnikom, ali je mogoče na bolniški ali pa. Tako da je fajn, da vsaj kakšen teden pred rokom dobim tako vprašanje, najkasneje, da imamo čas to preveriti pravočasno in da ni to 2 uri pred rokom, potem preverjamo, ker ne mogoče dobiti tako hitro odgovor. Pa še to, če pol tudi prijavite se, bi se tudi primeril, da tako bo rekel, mi imamo nek rok, dodaj moramo dati prijave na Univerzo v Ljubljani in naš rok na fakulteti je kakšne 2 ali 3 tedne prej smo ga dali. Ravno zato, da potem mi v miru sprocesiramo prijave in potem tudi kličemo študente, recimo, če nekdo res izpade iz svojih 3 želja, vidimo pa, da bi ga lahko nekam poslali, nam je cilj vas vse poslati ven, ki želite to iti, tako da vas takrat potem tudi kličemo po telefonu, pa se poskušamo dogovoriti za kakšno drugo rešitev. Samo da čim več študentov gre na izmenjavo, tako da ne se bati prijaviti. Če je to, ni več vprašanj. Hvala vsem študentkam, ki so bile pripravljene sodelovati, ostalim za udeležbo.